Jaz vas vse lepo pozdravljam, seveda spoštovana novinarji, tudi imamo lepo podporo, pač imamo podpornike, hvala tudi vam, ki ste prišli. Ja. In rad bi se zahvalil tudi našemu poslancu v Državnem zboru, gospodu Francu Medicu, da me je prišel in me tudi prišel in podprl na današnji dan. Danes, kakor veste, sem zadnjič v funkciji podžupana Mestne občine Nova Gorica. Po spletu okoliščin, ki so pač pripeljale do tega, da se je župan odločil tako, kakor se je. Ker je pač tema dokaj kompleksna, sem se odločil, da skličem tiskovno konferenco in tudi zadevo pojasnim. Moram povedati, da nisem ne užaljen, ne sovražen, ne kakorkoli, ampak želim samo pojasniti, kako je do tega prišlo, kakšno je bilo sodelovanje, zato da boste lahko objektivno poročali, kar tudi javnost si zasluži vedeti, kakšno je bilo sodelovanje in kakšni so bili odnosi. Ja, prosim, če lahko utihnemo vse mobitele, tudi jaz moram, tako da nas ne bojo motili. Bomo kratki, jedrnati, jaz bom na kratko prešel celotno obdobje sodelovanja od naše podpore pa do same razrešitve. Zdaj, najprej moram to povedati, da mi smo v drugem krogu, ko smo se odločali, katerega župana v drugem krogu bomo podprli, smo se odločali tukaj v naš odbor Nove Slovenije, z mano je tudi Oton Filipič, predsednik občinskega odbora Nove Slovenije in gospod Hinko Gajšek, ki je tudi v upravnem odboru Nove Slovenije. Tako da, ko smo se odločali v drugem krogu med dvema kandidatoma, bivšim županom in novim, in smo seveda od novega veliko pričakovali, tako da smo mu dali priložnost. Na dan tiskovne konference, ko smo mu podali podporo, pisno podporo, bilo je to sporazum pred samo tiskovno konferenco, kjer smo mu izrazili podporo, je v 4. členu tega sporazuma pisalo, da v 6 mesecih sledi koalicijska pogodba. Na kar je po 3 mesecih bilo zadeva jasna, nam je bilo sporočeno, da koalicijska pogodba ne bo, ampak da bo sporazum o sodelovanju ponujen vsem strankam, ne samo tistim, ki smo ga podprli, ampak tudi ostalim, češ da na lokalnem nivoju naj ne bi bilo opozicije in koalicije, da pač sodeluje, kdo želi. Mi smo bili takrat prvič zelo razočarani in smo že takrat razmišljali, da bi koalicijo zapustili, vendar smo vztrajali. Naslednjo drugo večje razočaranje je bilo, ko sem bil imenovan v upravni odbor LAS-a, lokalne akcijske skupine za Goriško. V samem postopku, to govorimo o teh projektih manjših iz sklada za evropske zadeve, regionalni razvoj in pa kmetijskega sklada za razvoj podeželja. To sta dva sklada, ki financirata manjše projekte. Jaz sem bil noter imenovan sa strani občine in sem tudi kandidiral za predsednika upravnega odbora, na kar je bilo brez moje vednosti bila podpora tudi našega župana in naših članov, ki so iz Mestne občine Nova Gorica. Brez moje vednosti je bil potrjena druga kandidatka, kar sem tudi sam zelo slabo ostal, tako v samem upravnem odboru, kakor tudi pač za samo delo za naprej. Sledila so več manjših razočaranj, jih želim predstaviti. Dne 23.1.2024 je bil prvič sklican kolegij, tako da mi smo bili nastavljeni, kakor veste, 31.12.2022, tako da v celotnem letu 2023 ni bilo koalicijskega usklajevanja. Dogovarjali smo se tudi za vsaj eno zaposlitev
ki bi mi pomagala pri izvrševanju moje funkcije podžupana, oziroma lahko tudi v kombinaciji s kakšnim drugim oddelkom, vendar do tega ni prišlo in tudi na splošno nad kadrovanjem v občini nismo imeli nobenega vpliva, če tudi naj bi bili v neki koaliciji, ki, kot sem rekel, dejansko je ni bilo. No, mogoče bi opozoril še na to, sem prej pozabil omeniti, da morda brez naše podpore v drugem krogu, kljub temu, da smo manjša stranka, imamo 2 poslanca od vseh članov mestnega sveta, ne bi bil morda izvoljen v drugem krogu, kajti bila je relativno zelo majhna razlika med obema kandidatoma. Zdaj, potem smo se tudi dogovorili, že pred nastopom podžupanovanja, da ne bi pokrival kmetijstvo in turizem. Pri kmetijstvu, kar se tiče Vogrščka, sem bil dokaj vključen, pri turizmu je pa precej zadeva šepala. Župan seveda ima možnost komunicirati neposredno z vodji oddelkov in seveda z javnim zavodom za turizem, in če nisi prisoten in nisi povabljen na te sestanke, je zadevi težko slediti. Tako da sem se kar kmalu mogel privaditi, da zadeve tečejo mimo mene, tudi za področje turizma in kmetijstva. Tako recimo nisem bil vključen v seznam dogodkov za 2023 pri turističnih dogodkih, tudi velikih koncertih ali pa dogodkih javnega zavoda za turizem. Tudi povabljen sem bil recimo na pripravo turistične blagovne znamke, ki se pripravlja nova. Vse ostalo pri, recimo za Kemnic, ko smo imeli tukaj delegacijo Kemnica, sem se sam povabil, sem prosil, če lahko pridem zraven. Tako da je, no vse sem bil, mi je bilo odobreno, pričakoval sem, da bo iz tajništva avtomatično stvari, ki so iz področja tega področja, avtomatično povabljen zraven. Zdaj, na Cirju so bile tudi tiskovne konference z področja kmetijstva v 23 in 2024, tudi ne vem, zakaj nisem bil povabljen, še zdaj mi ni bilo jasno, ostali župani so prišli, mi smo pa bili brez predstavnika. Tako da, in tudi nadomeščanje, ko župana ni bilo na občini, ko mora urediti nadomeščanje, je vedno nadomeščal en in isti drugi župan, to ni bilo izmenjajoče, tako da pričakoval bi, da se če sta dva župana, podžupana profesionalno, da je to enkrat eden, enkrat drugi. Pri sprejemu novega podžupana, to je Tomaža Horvata, tudi nismo bili vprašani za mnenje, ampak smo bili podani pred gotovo dejstvo. In hotel sem še opozoriti tudi na ta fond krajevnih skupnosti, ki je mestna občina namenila za Evropsko prestolnico kulture, krajevnim skupnostim v višini 13.000 evrov za različne aktivnosti. To je zelo dober bil instrument, kajti izvedlo se je po krajevnih skupnostih zelo veliko dogodkov, lepih stvari se bo izvajalo še letos tudi, vendar tudi tam niso stvari tekle tako, kot bi morale. Bilo je precej, nekatera društva so vedela, nekatera ne, predsedniki krajevnih skupnosti so imeli izredno velike pristojnosti, da so povabili, so imeli možnost nekaj povabiti, nekatere ne, in tako da to je bilo tudi malo šepalo. Kljub temu je pa instrument, moram reči, na terenu zelo, zelo uspešen. Zdaj, zakaj smo vztrajali in zakaj smo ostajali v koaliciji, tudi če pač je bilo določenih stvari niso špilale najboljše, bom rekel. Moram reči, da smo vseeno na Interreg Italija Slovenija prijavili kar 2 projekta, Dvorci in vile in pa Grevislin 2.
zelo lepa projekta na gradu Riechenberg. Eden bi uredil Severni palac, drugi bi uredil gostinske prostore. Nažalost, noben, kljub temu, da sta bila izjemno dobro, kvalitetno pripravljena z ustreznimi partnerji, nismo dobili podpore, nismo dobili dovolj števila točk, kar zelo obžalujem. Smo bili pa uspešni na prvem razpisu za Small Project Fund, za sklada za male projekte, Singers Corners, je Monk prijavila skupaj z Slovensko katoliško prosveto v Gorici in smo pripravili izjemno lep projekt pevske kulture, petja na vasi v strnjenih vaških jedrih in smo tudi priskrbeli sredstva za obnovo Poterjeve hiše v Taboru, kjer so iz katerega je tudi ta projekt nastal, taborski dnevi, pevski večeri Tabor nad Dornberkom je bil nekako ta ideja, in s katero smo potem tudi uspeli. Pomagal sem tudi pri Cross Culture, projekt Zveze kulturnih društev in javnega sklada za kulturne dejavnosti, tako da se tudi ta projekt izvaja v tem letu. Potem smo tukaj sem precej pomagal pri izvedbi hiša Aleksandrink, je bila odobrena že v prejšnjem lasu in je pa šepala izvedba. Tam je grozilo zato, da bomo izgubili sredstva, če ne bomo dobili pravočasno izvajalca del. Tako da smo zagotovili ustrezno ponudbo, kar dve sta prišli potem, hvala Bogu, da smo pridobili dve ponudbi in zbrali najugodnejšo, tako da se je pravočasno izvedla ta hiša Aleksandrink v Prvačini, prva faza, nad katero smo bili potem vsi zelo veseli, predvsem pa Prvačkovci. Na drugem javnem razpisu za Small Project Fund sem tudi pomagal pri 3 projektih, ArtU. Monk je sodelovala z uglednimi slikarji na našem območju, Ana Marija Steblišajn in pa Klaudi Tuta. Žal tudi tukaj nismo bili uspešni. Youth Horizons, tukaj sem podpiral sodelovanje nadškofije v Gorici in škofije Koper, kjer bi projekt na temo miru in sprave, nažalost tudi ni dobil podpore. In pa tudi Urško Ferlihoj bi izpostavil, kjer sodeluje 2 župniji, župnija Hrgar in župnija San Roko v Gorici, tudi niso uspeli pridobiti dovolj število točk, nad katerimi pač tudi obžalujem. Prvi javni razpis LAS iz Sklada za regionalni razvoj smo uspešno oddali drugo fazo hišo Aleksandrink, dobili smo tudi že pogodbo in jo bomo začeli izvajati. Mestna občina bo tukaj lahko nadaljevala drugo nadstropje hiše Aleksandrink in se bo uredil tudi muzejček, kar bo hiša Aleksandrink in zgodba Aleksandrink je priložnost za mestno občino Nova Gorica, da se promovira tudi na tem področju, kajti smo nek fenomen na slovenskem, pa tudi v evropskem merilu. Ko sem gostil pred leti tukaj goste iz Albanije, nisem mogli verjeti, da so iz naših krajev hodile ženske v Egipt. LAS dogovorni znotraj upravnega odbora, LAS ima tudi sredstva, z katerih se dogovorijo financerji, se pravi občine, in tukaj sem pa uspel, da se uredi degustacijska soba nad muzejem, muzejem netopirjev. Imamo še eno sobo na vrhu tega vhodnega stolpa in tukaj se bo lahko uredilo degustacijsko sobo za vinarje Vipavske doline. Zelo lepa gesta, kajti veliko degustacij smo imeli že letos. Novinarji iz tujine prihajajo in ne moreš peljati k nekomu, ampak je prav, da jih spremeš na nekem protokolarnem, ustreznem prostoru, in grad Riechenberg je čudovit plac z razgledno točko in mi moramo samo tam urediti in nadaljevati ta dela na gradu Riechenberg. Prvi javni razpis LAS, dokončanje del in oprema Poterjeve hiše, ravno smo oddali do konca tega meseca, je bila priložnost in smo pripravili vlogo za opremo in dokončanje del gradbenih tudi na Poterjevi hiši v Taboru nad Dornberkom. Imamo pa tudi 2 festivala, festival lokalnih in avtohtonih sort,
Vipavske doline bomo tam izpeljali v okviru tega projekta, če bo odobren, in pa festival vloženih oljk, ki se tudi že uveljavlja. Do sedaj je bil v Zaloščah in bi ga v letu 2026 radi organizatorji izpeljali v Taboru ob Poterjevi hiši. Tako da bom naštel še na kratko še druge projekte, v katere sem bil bolj vključen. Več je bilo čezmejnih pobud, ogromno dogodkov sem bil v čezmejo, pokrival sem več teh manj mogoče javno več manjših dogodkov čez mejo, kjer smo bili povabljeni kot mestna občina, kot podžupan. Se pravi, tukaj je bila ta čebelja pot v letu 2024, poskus čezmejne čebelje poti, prikaza tako našega načina gospodarjenja z čebeljami, kakor na italijanski strani, ki je bolj podoben temu ameriškemu, ni tako, bi rekel, reprezentativen, kakor naš. Potem dve vini, skupaj z Gorico smo se dogovorili za reprezentančno darilo ob EPK-ju, tako da smo sestavili dve vini in smo je tudi opisali dva vinorodna okoliša, zelo lepo darilo, ki se sedaj deli v lepi embalaži. Tukaj nam je pomagal Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje iz Gorice, da smo pripravili to embalažo in tako, da se to zdaj kar deli. Bila je tudi ena lepa pobuda Škofjeloški pasijon, ko so Škofjeloški pasijon povezali z združenjem mest, italijanskih mest, ki tega laskavega naziva UNESCO nimajo, medtem ko Škofjeloški pasijon pa ima. Projekt Tri vina, bil sem tudi v Kemnicu, podjetje iz Kemnica je sestavilo darilo, v bistvu to je plačljivo, je potrebno to kupiti. V Kemnicu prodajajo tri vina, goriško, novogoriško, iz Italije, iz Slovenije in iz Nihovo, iz Saške, tako da je bila tudi, tukaj sem bil vključen in sem pomagal pri izvedbi tega lušnega projekta. Enotur 2, izvedli smo izjemno lep dogodek z vinskim vlakom, ogled Rickenberškega gradu, degustacija olivnih olj v prvačini, kmečke žene so sodelovali, žene iz Dorenberka, pri kavi na postaji v Gorici, tako da je bila en lep turistični produkt, ki ga gotovo bi ga veljalo še nadaljevati in nadgrajevati. Zavod 1539 se je ustanovil, več dogodkov je bilo izvedenih, pomagal sem in sodelujem pri tem. Gre za ponovno sodelovanje z krščansko oziroma katoliško prisotnostjo v našem mestu. Moram reči, da moje izkušnje so kot mestnega sveta in kot podžupana bile te, da morda smo čez francoski način ločenosti države od cerkve, morda smo mi še najbolj podobni francoskemu. Morda včasih res pomislim, da je cerkev izločena iz sodelovanja, vsaj na Goriškem, ne ločena, ampak izločena. Tu ni v redu, tu ni zdravo, tu ni pač normalno evropsko. Pričakujem, da pač je tudi cerkev vključena, ne pa izključena. In tudi pri EPK-ju moram reči, da kljub mojim naporom, da bi jih pripeljal v samo dogajanje in izvajanje EPK programa skozi Small Project Fund, kajti sama prijavna knjiga se je pisala leta pred našim nastopom, tako da tu ni bilo več mogoče. Tako da obžalujem, da tega sodelovanja in te izločenosti je absolutno preveč. Neomajna podpora moja je Goriškim večerom, ki prinašajo v naš prostor in ljudi resnico in spravo. Nažalost jih nekateri zavračajo, tudi pogrešam medije, ves medije pogrešam tudi na teh večerih, imajo kaj povedati, imajo eno sporočilnost in je res škoda, da se jih blokira na tej tudi javni sferi, kajti brez tega
prečiščenja družbe in novega evropskega, res evropskega pogleda v svet, pač stopicamo in lezemo nazaj v 80. 70. leta nekega enoumja in neodprtosti. Tako da jaz res sem bil, sem bil podžupan za ne Evropsko prestolnico kulture, ampak prestolnico evropske kulture, kar je rekel tudi nadškof Redaeli. Že lansko leto mi bi mogli biti prestolnica evropske kulture in prestolnica evropske kulture odpira tudi te teme, ki so zamolčane, ki so prepovedane, o katerih se ne govori. In priložnost seveda je, da v Evropski prestolnici kulture spregovorimo tudi o povojnih pobojih, tudi o obdobju v drugi svetovni vojni, ki nas je tragično razdelila in ki nas ni poenotila, ampak nas je razdelila in razdvojila. Ne samo nas in Italijane, Slovence in Italijane, ampak tudi Slovence znotraj sebe, med sabo. In tu je treba jasno in odkrito spregovoriti, sicer zamudiš priložnost 16 milijonov in pol, da si delal stvari in da si pozabil bistveno. Zdaj, v določene večje projekte nisem bil vključen, prav je, da to povem, da se mi ne bo tudi očitalo karkoli. EPK, se pravi, sem poskušal skozi stranska vrata v bistvu pripeljati na sestanke o EPK-ju. Nisem bil povabljen, nisem spremljal, tako da te sestanke, ki so bili peljani na občini med občino in pa javnim zavodom za izvedbo programa, pač nisem sodeloval. Tudi PEC v Kromberku, projekt, ki šepa tudi, ne moram prevzeti nobene odgovornosti za, če so zgodili najslabše, res temu projektu nisem sledil, predstavil sem projekte, v katere sem bil vključen in katere sem peljal. Tako da zdaj hotel sem vam predstaviti vse te argumente, ki kažejo na določeno nizko stopnjo demokratičnega sodelovanja znotraj koalicije, če lahko govorimo o koaliciji, kajti če ni koalicijske pogodbe, verjetno o koaliciji ne moramo govoriti. To smo razumeli pač kot zvijačo in to smo tudi povedali takrat, da to se ne dela, če se obljubi, je potrebno to držati. Zdaj tudi demokratično delovanje občine znotraj mestnega sveta, če ste opazili, že tu ni situacija tega mandata. Koalicijski poslanci, ki prihajajo iz vrst koalicije, čeprav ni koalicije, se manj oglašajo, kakor oglašajo se samo opozicijski. In v mestnem svetu ni konstruktivne debate, kajti poslanci, svetniki iz vrst koalicije so neželeno, da se oglašajo na mestnem svetu. To se prenaša že iz prejšnjih obdobij, ne bom govoril iz katerih, vendar to ni demokratična klima, ki bi morala veljati v mestnem svetu. Zdaj, če na kratko povzamem to dvoletno in pol obdobje, v katerem sem deloval kot podžupan, moram reči, da sem takoj po izvolitvi, po nastopu bil, vse tako sem jaz to čutil in čutim tudi sedaj, pač ignoranco oziroma nekakšno podžupanstvo podrejeno ali pa nekoliko izločeno. In ta ignoranca je potem z mojo angažma na tem področju, se pravi na področju sprave, na področju sodelovanja, odpiranja tabu tem, se je prerasla v zamero, v nek toliko večjo izločenost in tudi grožnje
Po razrešitvi sem bil deležen že ob organizaciji čezmejne konference 2. aprila, ko smo pripravili čezmejno, zelo visoko, s pomočjo zgodovinarjev, zelo visoko, na visoki ravni konferenco čezmejno z področja konca druge svetovne vojne. Prosili smo italijanske zgodovinarje, ker smo se nekaj naučili iz teh dosedanjih konferenc, da ko zgodovinarje da skupaj, italijanski zgodovinarji nam očitajo komunizem in komunistično nasilje, naši zgodovinarji pa obtožujejo Italijane fašizma. In mi smo rekli, mi bomo šli drugačno pot in smo tudi konferenco zastavili tako, da smo zgodovinarje italijanske prosili, da oni govorijo o fašizmu in naše zgodovinarje smo prosili, da govorijo o komunizmu. In to je ta dejanska sprava. Italijani morajo sami razrešiti fašizem, mi moramo pa sami razrešiti komunizem in komunistično nasilje. To se nam je zdelo pomembno in to smo tudi zelo lepo izvedli. Vredno Evropska prestolnica kulture. To je ta prava pot. Nažalost sem bil deležen, ker sem se spodaj podpisal kot Anton Harej podžupan, sem bil deležen najprej groženj, nisem vedel, na kakšen način se bojo izrazile te grožnje. Mislil sem najprej, da se mi bo odpovedala dvorana, velika sejna dvorana v mestni občini Nova Gorica. To se ni zgodilo, na kar sem pa čakal, da bom že takrat razrešen. Razrešen takrat nisem bil, tako da je nekako zadeva prešla. No, nadaljevali smo potem s sveto mašo pri jami za Lesnika. Nažalost ni bilo prav veliko medijev, bil je pa velik javni odziv, prišli so tudi ljudje, ki so bili takrat prizadeti. V teh jamah Cvetrež, Zalesnika in Podgomila je približno 70% Italijanov, 30% Slovencev, oziroma drugih narodnosti, Slovencev, Hrvatov, Italijanov in tudi kakšen Avstrijec, pa tudi menda 2 ali 3 Židije. Tudi pri egzekutorjih je podobna slika, niso bili samo Slovenci, so bili tudi druge narodnosti. Tako da je pa tu tema gotovo, ki je treba predstaviti tudi v okviru Evropske prestolnice kulture in 2,5 milijona, oziroma ne vem koliko bo zdaj za EPIK in ne tega vprašanja odpred je pač po mojem mnenju zamujena, velika zamujena priložnost, kajti če obravnavaš 20. stoletje, obravnavaš fašizem in komunizem, brez te teme enostavno ne moreš iti. 950 ljudi je prevelika številka, da bi jih se na tak način enostaven izognil. Tako da seveda potem pa pika na i k moji razrešitvi je bil pa moj odhod 28.6. ob dnevu državnosti, ko si je minister privoščil dogodek, ki je namenjen osamosvojitvi Slovenije, kjer smo mi glasovali vsi skupaj 97% za osamosvojitev, si je privoščil izlet v drugo svetovno vojno, ki nas je drastično razdvojila in drastično posegla v narodno telo. To je rana, katero se bomo spominjali kot slovenski narod zavedno. V drugi svetovni vojni lahko govorimo o narodno-osvobodilnem boju proti nacizmu in fašizmu, ne moremo pa govoriti o enotnosti. Nažalost, ne moremo govoriti o enotnosti. In zdaj nositi tiste travme na dan državnosti, to je popolnoma neustrezno. On je izkoristil dan, v katerega nas povezuje in nas združuje, tudi za naprej. Slovenska osamosvojitev in demokratizacija ne moreš enačiti ali enotiti in vleči, češ da smo bili enotni že v drugi svetovni vojni. Nismo bili. Drastično smo bili razdvojeni in državljanska vojna je posegla v nas tudi zaradi komunizma. Če bi
brez dolomitske izjave, brez zvezde, do 43 je bil odpor narodni, potem je tu prevzela komunistična partija na nedemokratičen način, izkoristila vse partnerje, Sokole, levo krivolo Sokolov, krščanske socialiste in pa, kateri so bili še četrti, in prevzela absolutno oblast in to je treba jasno povedati in tudi Zveza borcev NOB naprej goji te vrednote razdvojenosti. In dokler ne bomo to razčistili, da je tudi moj stari oče je bil partizan, boril se proti nacizmu in fašizmu, nikoli ni bil za partijo in nikoli ni bil za komunizem. Vesel sem tudi danes, da je z nami človek, ki je, starši so morali zapustiti Slovenijo po drugi svetovni vojni, zdaj se je vrnil v Slovenijo in ima tukaj tudi družino in živi v Idriji in sem vesel, da je prišel in da me je podprl na tej tiskovni konferenci. In tu je zgodba, ki je realna. Vse ostalo, ta pisma, ki sem jih tudi dobil s strani gospoda Marušiča, ko je poslušal našo konferenco 2. aprila in potem je tu pisal tudi županu in župan je bil gotovo deležen močnih pritiskov iz ozadja. Župan tu ni sam potegnil to potezo, ampak je bil deležen gotovo velikih pritiskov, ne samo na lokalnem nivoju, gotovo vem za dr. Branka Marušiča, za druge niti ne vem, in pa tudi sa strani vrha stranke, gotovo je bil gospod Arčon, pa morda tudi sam premijer, to ne morem zagotovo vedeti, vendar pač obžalujem sam to potezo, gotovo pa ne gojim nobenega sovraštva, samo se mi zdi pa res, da v času Evropske prestolnice kulture odpustiš podžupana zato, ker odpira teme, ki so bistvene, če hočemo biti prestolnica evropske kulture. Tako, tu je stvar pietete, tu je stvar pokopa, imeti ljudi po jamah, nekje zagrebljene, tu ni evropsko, mi je šal dužov in tu ne more biti se delati se špilati 16 milijonov porabiti za lepe stvari, za performanse, za koncerte in tako naprej in pozabiti na 950 ljudi, ki so bili na tak krut način nekje pobiti. Niso bili so ljudje in bili so v danih okoliščinah na napačni strani. Na napačni strani se je lahko znašel kdorkoli. In niso oni zakuhali druge svetovne vojne, ampak so bili deležni po vojni nepotrebno, brez sojenja, deležni take usode, kar je vsega obsojenja vredno, če tudi je Republika Slovenija na žalost, imamo zločin brez zločinca, kar je tudi poseben primer v Evropski uniji. Tako da tu ni nekaj pove o našem sodstvu, vendar nismo danes zaradi tega tu. Tako da sem hotel tudi to predstaviti. Zdaj, rad bi še povedal, rad bi opozoril samo še na 3 zadeve, ki se mi zdijo zelo pomembne. Veliko sem se angažiral tudi na povezovanje mladinskih skupin na Goriškem, večeri za mlade. Večeri za mlade so v organizaciji Zavoda 1539 in tudi prinašajo neko novo vsebino za mlade, ki morajo postati pogumni in ponosni državljani, nekoč bojo pričevalci vere in krščanskih vrednot, pa tudi res demokratičnih standardov in odnosa do Boga, ki ga moramo tudi še nekako pač zopet odkriti in ga pripeljati tudi v javno sfero, ne pa da je
izločen iz javnosti. Tudi to padanje rojstev, načrtovani tudi splavi, promocija lahke smrti, to je tudi posledica tega, da smo izgubili stik z nekim višjim. In pričakoval sem tudi, da bomo sprejeli tudi eno resolucijo oziroma eno strategijo, ki imamo veliko strategij na občini, vendar strategijo za demografijo nimamo in gotovo pogrešam strategijo za demografijo, kajti demografija kljub priseljencem in kljub novim ljudem se nam stanje drastično slabša. Goriška je ena najslabših regij v Sloveniji po demografiji. Odhajajo ljudje in ni rojstev. To bi bilo potrebno tudi zagristi v to, vendar enostavno ni politične volje. Moram reči, no, tudi bi še opozoril, da bil je tudi en poskus v tem času, da bi napis na Sabotinu zaščitili kot spomenik zgodovinskega pomena. Mislim, da to je nevzdržno. Naši predstavniki, tudi predstavniki EPK-ja, to bi mogli tudi vi kot novinari izpostaviti. Programski vodja EPK-ja bi se mogel ukvarjati s programom, bere pa levite o fašizmu v Gorici, ali nam pa na slovenski strani pa je vse v redu z našim napisom na Sabotinu. Lahko si pogledate tudi kot novinari, kaj vse imamo mi kot častne občane v mestni občini Nova Gorica. Ne samo enega, ne samo Titota, imamo še celo rešto od Kardelja, Kidriča in tako naprej. In v mednarodnem svetu so tu istega ranga kot Mussolini, žal pač. Tu je dejstvo. Zdaj lahko si zatiskamo oči, lahko si zatiska oči tudi gospod Marušič, sam pač to tako je. In brez tega ne moremo. In če bomo ustrajali na neki paradigmi, ki je veljala v času socializma in tudi lezemo spet nazaj, zdaj imamo, včeraj sem videl novo, če povem, je spet lepa rdeča zvezda, svetlika se tudi v epicentru, menda bo na vhodu lepa rdeča velika zvezda, 1,5 metra za 1,5 metra. Tudi, ker sem bil v Kemnicu, so se naši lepo slikali pred veliko glavo. Mislim, da ima 40 ton Karla Marxa. Mislim, da to je zgrešena smer evropskih prestolnic kulture, če bomo samo na fašizmu in nacizmu jadrali, potem jadramo v napačno smer. Evropa ni nastala samo na zanikanju fašizma in nacizma, ampak tudi komunizma. To je jasno, da Evropsko unijo so sestavili krščanski demokrati, Gaspari, De Gasperi, Schuman in pa Adenauer, hvala. In to je bila ta prava smer in če Evropska unija ne bo šla v tej smeri, bomo izgubili kompas, kajti tu so vrednote, na katerih je bila izgrajena in tu je tudi res ta pravo sodelovanje. Krščanska demokracija zna vzpostaviti ta prave vrednote in ta pravo sodelovanje. Mi Italijane ne čutimo kot sovražnika, ampak kot brate. In če se špilaš za 16,5 milijonov Evropsko prestolnico kulture in gledaš samo naprej, kakršna naj bi bila usmeritev te politike, ne samo naše na slovenski strani, tudi italijanske, in ne stvari razčistiš nazaj, to pomeni, da nimaš razčiščenih stvari in ob te prvem aferi, ko bo spet župan Gorica sprejel Deči Mamas, oziroma bomo mi zaščitili napis Tito na Sabotinu kot spomenik zgodovinskega pomena, je ves napor izničen. V tistem trenutku je vsa teh 16,5 milijonov zbrešenih v prah, kajti to, kar smo delali zdaj,
ni usmerjeno v res v ta. Kreditno osamosvojitvi, ne na delitvi, ne. Ja, dobro, tako. Tukaj bi zaključil, bi dal piko, sem na razpolago za vprašanja. Torej, najprej kratek komentar, kako komentirate izjave župana, da vas je razrešil zaradi vašega nezadovoljstva z vašim delom in zato, ker ste se razhajali v prepričanjih. Kratek komentar najprej tega in potem kakšno je vaše prepričanje. Ja, zdaj, glede njegovih pričakovanj, jaz težko komentiram, ker ne vem, kakšna so bila njegova pričakovanja. Zato sem danes sklical tiskovno konferenco in sem vam pojasnil, kateri so tisti projekti, pri katerih sem sodeloval in tvorno in konstruktivno jih vodil, pri nekaterih sem samo sodeloval, pri nekaterih sem dejansko tudi vodil, zato sem danes celovito predstavil situacijo. Gotovo sam sem čutil v tem 2,5 mandatu, da sem bil najprej ignoriran kot podžupan. Zdaj pa v zadnjem času so se pač razmere stopnjevali, ker sem se začel ukvarjati s temo, ki je bila zamolčana iz obdobja 90-95 na tem področju pobojev ni nihče delal na občini. In ko sem začel pač to zadevo odpirati v času Evropske prestolnice kulture, sem si pač nakopal določene zamere, določene sovražnike, kar obžalujem, in pač župan je podlegel tem pritiskom iz ozadja in je potem se zgodilo pač, kar se je. Ja, so se pogovorila pred več kot 14 dnevi. Takrat mi je pač povedal, da je z mojim delom zadovoljen. Tako da jaz sem ga seveda pogovarjala, vprašal pa je tudi, zakaj sem proslavo zapustil. Pojasnil sem mu, da da kaj je minister povedal narobe, napačnega. Jaz sem rekel, da vsi pobiti, naši in vaši, in vsi pobiti niso bili izdajalci, tudi če se tako prikazuje. In tudi naša mučenca, bi rekel Ivo Bric in pa Trčelj, nista bila nobena izdajalca, pa jih je dočakala kruta usoda. Tako da to prenašanje naprej so strani ministra se mi zdelo nedopustno, tako da bi tudi danes tako proslavo ponovno zapustil. Imeli ste že z vašega mandata številna izključevanja, na koncu pa ne bi so izbili ti zadnji dogodki tega leta. Tako je, se pravi, čezmejna konferenca 2. aprila, čezmejna konferenca med zgodovinarji, slovenskimi in italijanskimi, z simultanim prevajanjem, čudovit dogodek, vreden Evropske prestolnice kulture, potem naša pri Zalesniki 14. junij in pa potem moj odhod 28.6. v Rožni dolini, tako da ja, je bilo to potencirano. Se pravi, deležen prvih groženj so bil že ob konferenci, potem pa se je to zgodilo po odhodu iz proslave. Menite, da ste uspešno izpeljali kar nekaj projektov, pri nekaterih niste sodelovali, ker niste smeli sodelovati? Tako je, pač še nisem bil povabljen, če nisem bil vključen. Tudi to mi je bilo potem na tem sestanku očitano, češ, da sem se premalo sam angažiral, vendar jaz ne moram trkati na vrata in spraševati, kje imajo sestanek in kje pričakujejo mojo prisotnost, ampak pričakujem, da tajništvo me povabi in potem na sestanek pridem. Jaz moram reči, da nisem bil nikoli taka vabila, razen pri tistim, kjer sem omenil, se pravi pri oblikovanju nove blagovne znamke, ki se oblikuje, vendar je pač tudi tam zadeva pač po mojem mnenju završena, in to sem povedal že na prvem sestanku. Tako da ja, nisem bil vključen v samo tudi za področje, kjer
bi moral biti tudi za turizem in pa tudi za kmetijstvo včasih. Razočarnica je že v začetku mandata. Ja, to je bilo že začetka mandata in je bilo ignoranca in to se pa potem stopnjevalo z res napetostjo v zadnjih mesecih. Dejali ste, da ste bili deležni groženj strani koga? Se pravi, glede same razrešitve po konferenci? Ja, seveda, se strani župana je meni nadrejen in pa seveda strani njegove strani sem bil deležen groženj in verjamem pa, da pač ni vse zraslo na njegovem zemlji. V mestnem svetu ostajate? Ja, v mestnem svetu ostajamo, seveda pa zapuščamo koalicijo, no, če tako lahko rečem, čeprav to ni. In tako da bomo seveda iz vrst se prehajamo v opozicijo, ne, tudi opozicijani, tako da to je tudi poseben fenomen, kajti seveda brez opozicije lažje vladaš, tako da je tudi to malo opozicija mora biti, zato da je konstruktivna opozicija, da tudi pokritizira in pove, kaj je lahko napačnega, in pride do nekega dialoga v mestnem svetu in če tega dialoga ni, malo šepa demokracija. Dejali ste, da dejansko že od samega začetka, ko vas je tudi sam župan izbral za podžupana, je bilo neki manjko te komunikacije in nekih pobud. Zakaj menite sploh? Ne razumem problemu. Dejansko župan vas je izbral za podžupana, ne? Ampak ste rekli že, da od samega začetka se je videlo, da niste vabljeni na sestanke, da niste izbrani za nadomeščanje župana. Zakaj dejansko že od samega začetka, zakaj vas je torej župan sploh imenoval? Gotovo, mi smo se v dogovorih pred drugim krogom, smo ga podprli v drugim krogu, smo se seveda dogovarjali kot občinski odbor, spravi mestni odbor Nove Slovenije, smo se dogovarjali s Svobodo, s svetniško takrat še spravi. Že v prvem krogu je bilo jasno, da bo Svoboda skupaj z Listo za razvoj imela pol poslancev, pol mestnih svetnikov v mestnem svetu in je pač kazalo na to, da je pač ima priložnost, da postane tudi župan. Tako da mi smo v tistih pogajanjih seveda se spogajali za to mesto. Spravi bila samo matematika? Ni bila matematika, kajti vedno tudi od novega pričakuješ več, kot si videl pri starem. Tako smo ljudje naravnani, da pričakujemo, da bomo šli naprej. In zato smo ga tudi podprli v drugem krogu. Matematika v končni fazi, v tem pogajalskem izhodiščih smo bili, nekako smo si seveda želeli kot Nova Slovenija, da pridemo v koalicijo, to smo si gotovo želeli. In v končni fazi nam je potem tudi strani Mikljaviča bila ponujena tudi podžupanstvo. Vendar smo se odločili, da podpremo Torela. Lahko bolj konkretno o grožnjah, kakšne grožnje ste doživeli? Ker nisem hotel izvabila za konferenco, takrat tisto čezmejno konferenco odstraniti podpis Anton Harej podžupan, župan ni imel več proti, če se podpišem samo kot Anton Harej. Imel je pa pomisleke, da se podpišem kot podžupan, čež da tega ne odobrava in ne podpira občina, ampak da to delam kot Anton Harej. Jaz sem vztrajal, da če sem podžupan, se lahko podpišem kot podžupan. Zato tudi ljudje pričakujejo, moji volilci, da sem kot podžupan pri tej stvari. Tako da takrat mi je pač napisal, da moram prevzeti posledice. Jaz nisem vedel, kakšne posledice bodo. Najprej sem računal na to, da bom imel zaprto veliko sejno dvorano na tisti dan, ko sem 2. aprila prišel v stavbo. To se ni zgodilo. Naslednji korak, ki sem ga pričakoval v naslednjih dneh, pa da me boš takrat razrešil. Pa takrat me ni. Tako se je zadeva polegla, no tokrat pa se ni polegla. Menite, da razlog za razrešitev ni vaše nevestno delo, ampak zgolj ideološka razhajanja? Jaz mislim tako, ja. Ker v bistvu imam kje pokazati, jaz sem vesel za ta moj sicer krajši mandat. Veliko stvari smo naredili, lepih stvari,
Moram reči, da tudi ti projekti, ki sem jih pripeljal v mestno občino Nova Gorica, so odprli prostor tako za sodelovanje z Italijani, kakor v sodelovanju z krajevnimi skupnosti in društvi. Sodeloval sem pri tem ukrepu 13.000 evrov za vsako krajevno skupnost, ki zelo lepo prinaša dogodke tudi v naše krajevne skupnosti. Lepe dogodki so to in so se jih rad udeleževal. Tako da jaz mislim, da so se tudi naše krajevne skupnosti in društva malo prebudila s tem ukrepom. Tako da jaz mislim, da je bila ena lepa izkušnja tudi zame, tukaj pod župana, kljub temu, da so pač bile tudi gotovo napetosti, vse to je logično, vedno so v politiki napetosti, tudi v vsakem kolektivu so napetosti, vendar sem vam hotel nekako celovito predstaviti celotno obdobje, kako so se te stvari stopnjevale in tudi kako smo kot odbor, občinski odbor, tehtali za vsako dejanje, za vsako razočaranje, ki smo ga bili deležni. Seveda smo ga obžalovali, vendar to so pač naši politični standardi in zato sem tudi to konferenco organiziral, zato da tu priočim javnosti, pa tudi za naprej ena šola mora biti, kajti če ne bomo imeli resničnih koalicij, potem je, in da so tu neka izigravanja in nekorektno delo, mislim, da tu ni ta prava pot za naprej. Imate zdaj kakšen odpovedni rok, kaj bi ukrepili? Ne, v bistvu jaz jutri sem na drugem delovnem mestu, oziroma imam možnost, če se ne dogovorim. Jaz sem imel zamrznjeno v mirovanju zaposlitev v službi vlade za razvoj, sedaj je Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj. Tam se zdaj dogovarjam, da se vrnem, vendar pač rad bi se vrnil v Štanje, no, to so to druge zadeve. Imam, pač eksistenčno imam zagotovljeno, pač sem pa dogovarjeno, da se vrnem tja, ostajam pa tukaj mestni svetnik tja. Kdo vse so danes prišli pod konferenco? Tukaj vidim številne moje prijatelje, znance, tudi vedno se srečujemo na teh naših goriških večerjih. Nekako imajo izostren občutek za demokracijo in tudi ti, ki so počutimo podobno kot jaz, nekako izločeni iz medijskega in javnega sveta. Gotovo tudi se srečujemo na goriških večerjih, ki v organizaciji Erike Jazbar in Renata Podberšiča, ki sta nekako tudi izločena, recimo Renato kot zgodovinar, med zgodovinari. Tako da tu so teme, ki so realnost in s katerimi se moramo soočiti. Čeprav imamo drugorazredne politike, imamo drugorazredne zgodovinarje in verjetno, ne vem, kako vi čutite, morda imate pa tudi vi drugorazredne novinarje, če se udeležite kakšnih takih drugorazrednih tem. Tako da jaz bi rad tu javni prostor bolj odprl. Mediji morate pokriti tudi dogodke, ki so vam manj všeč. Zato tudi taka je ocenjena tudi zaradi tega taka podpora meni. Niso vsi pripadniki Nove Slovenije daleč od tega, so tudi iz drugih pomladnih strank, vendar čutijo enako oziroma podobno. Družba kot Slovenija, če ne bomo zadihali z obema paroma pljuč, z obema deloma pljuč, ne moremo iti naprej. Ne moremo govoriti o enotnosti in hkrati na naše in vaše. To ne gre. Enkrat bo treba to presekati, enkrat se bo treba narediti čistega vina. Združeni in enotni smo bili pri samosvojitvi, v drugi svetovni vojni nismo bili enotni, ampak smo bili drastično razdeljeni, na žalost. Hvala lepa. Hvala lepa vam.